Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takole. Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natanael iz Galilejske Kane, Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel, ribe grem lovit. Dejali so mu, tudi mi gremo s teboj. Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je on. Jezus jim je rekel, otroci, ali imate kaj prigrizniti? Odgovorili so mu nič. Tedaj jim je rekel, vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga Jezus ljubil, je rekel Petru, Gospod je. Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si opasal vrhno oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci pa so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami. Ki so bili namreč daleč od brega, le kakih 200 pomovcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel, prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli. Simon Peter se je tedaj okrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib. Bilo jih je 153. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel, pridite jest. Toda nobeden izmed učencev si ga ni drsnil vprašati, kdo si, kajti vedeli so, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in ga dal, prav tako tudi ribo. To je bilo že tretjič, da se Jezus razodel učencem, odkar je vstal od mrtvih. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru, Simon Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile? Rekel mu je, da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je, pasi moje jagnjeta. Spet drugič mu je rekel, Simon Janezov sin, ali me ljubiš? Rekel mu je, da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je, pasi moje ovce. V tretje mu je rekel, Simon Janezov sin, ali me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel, ali me imaš rad? In rekel mu je, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Jezus mu je rekel, pasi moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke in drug te bo pasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličil Boga. In ko je to rekel, mu je dejal, hodi za menoj. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, kar precejšnji del Jezusovega evangelija se odvija v ribiškem okolju, v bližini jezer ali rek. Poklic prvih učencev, pomeritev viharja, čudežni ribji ulov, Jezusova hoja po vodi in še mnogi drugi dogodki, s katerimi je Jezus po veliki noči utrjeval vero svojih učencev. Tudi v današnjem evangeliju najdemo apostole v svojem ribiškem poklicu. Po dogodkih okrog Jezusove smrti in vstajenja v Jeruzalemu so se razočarani, pa tudi zmedeni, vrnili nazaj v svoje življenje, kot so ga živeli, dokler se še niso poznali z Jezusom, dokler jih ni povabil v hoji za njim. Znova so se oprijeli ribiškega poklica,
Toda nič več ni bilo tako, kakor prej. Tudi njihov ribolov je bil neuspešen. Ko so se že utrujeni s praznim čolnom vračali po obali, se je njihovo življenje znova spremenilo. Uspeh je prinesla šele beseda tujca, v katerem niso takoj prepoznali svojega učitelja in odrešenika in jih tudi ubogali, naj znova vržejo mreže in bodo ujeli. In kako zapiše današnji evangelij, so ujeli 153 rib. Kolikokrat se ta dogodek na različne načine ponovi v našem življenju. Večkrat smo se trudili, iskali rešitve, se matrali in neuspeh se ni spremenil v uspeh, ker nismo poslušali Božjega glasu in tudi nismo poslušali nasveta svojih bližnjih, po katerih tudi spregovori Bog. Tako ni bilo uspeha. In ko se nam približa Jezus, ko nam predlaga, naj nekaj storimo po njegovo, naj upoštevamo in vidimo znamenja časov, ki se odražajo v njegovi besedi, se uspeh lahko zagotovi vsem nam, zato da bi razumeli, da je Gospod tisti, ki nam kaže pravo pot in s tem tudi, če mu sledimo, blagoslov v našem življenju. Zato bi lahko današnji evangelij prevedli v sedanji jezik v stavku: išči z vero, išči z molitvijo in boš našel tisto, kar resnično iščeš. Ne sme nas presenetiti, da učenci Jezusa niso takoj prepoznali. On se namreč ni vrnil v staro življenje in tudi njegovo telo je bilo poveličano. Oni pa so se vrnili na staro pot, se oklenili svojega ribiškega poklica in s tem storili korak nazaj. Jezus pa je v svojem stojenju stopil v prihodnost in tudi s svojim poveličenim telesom pokazal tisto, za kar je prišel na ta svet. Kdor ga hoče prepoznati, mora odpreti neke druge oči, duhovne oči, oči vere, ki pa se nam, kot vemo, zelo počasi odpirajo. Vse preradi si predstavljamo, da je bila vera v Jezusovo božanstvo tudi za apostole nekaj povsem lahkega in preprostega. Češ saj so za njim toliko časa, ga opazovali, se z njim pogovarjali, se z njim družili noč in dan. Vse to je sicer res, a prav ta izjemna bližina jim je po drugi strani vero uteževala. Kajti pred seboj so imeli čisto konkretnega človeka s takim in takšnim obrazom in postavo. In povzpeti se do takšne vere, da je ta človek izgleda kot pravi človek, tudi Božji sin. Zares človek potrebuje nekaj časa in ni preprosto doumeti, še manj pa razumeti v globini svojega srca njegovo Božjo moč. Vera v Jezusovo božanstvo je začela počasi zoreti prav skozi vsa prikazovanja po vstajenju. In gotovo so tudi vsemu temu namenjeni te dogodki po vstajenju. Prikazovanje v Galilejskem jezeru in čudežni ribji ulov je bil za rast vere apostolov izjemno dragocen. Znova so začeli graditi svojo slavotno vero. Zanimivo je pripovedi število rib, ki zapiše evangelij, namreč 153. Splošno prepričanje je bilo, da v Galilejskem jezeru živi 153 vrst rib. Če je bilo v tej mreži toliko rib, to pomeni, da je bilo to izobilje, kajti Bog daje človeku vse, kar ima. Morda pa je imel končno tudi evangelist, ki je vse to zapisal, še neko pomembnejšo resnico v svojih mislih. Morda je mislil na to, da je mreža, ki so jo pozneje apostoli vrgli v morje sveta, imela namen zajeti vse ljudi, ljudi vseh narodov, vseh ljudstv, vseh tistih, ki imajo priložnost, da se srečajo z ostalim Gospodom. In del tega sveta smo tudi mi, dragi bratje in sestre, v tem svetu, v katerem živimo in se vsak na svoj način trudimo, da bi videli, se spoznali in verovali besedam ustalega Gospoda.
na veri, do katere se mu tako z muko dokopljajo apostoli, in mi gradimo svojo vero in predvsem preizkušenj trpljenja, pa tudi znamen ostalega Kristusa, gradimo svoje življenje in s tem tudi svojo vero. Prav izkustvo apostolom nam govori, da je vera potrebna, da jo nenehno dograjujemo, da smo na poti našega življenja in da se na poti našega verovanja nikoli ne ustavimo. Kajti vera ni neka teorija, ki smo se nekoč naučili, potem pa jo odložimo in se na njo slučajno spomnimo, če se znajdemo v težavah oziroma takrat, ko jo mislimo, da potrebujemo. Vera je, če je zares živa življenje našega življenja, smisel vsega našega prizadevanja in končno tudi luč na naši življenjski poti. Vsak dan se odločamo za Gospoda, za resnico, za dobro, za plemenito, za vse tisto, v čemer oznanja Gospodov evangelij. Lahko pa tudi za temo, za slavo, za praznino, za nesmisel, kar je vse v nasprotju z evangelijem. Kdor zavestno dela dobro in je nesebično naravnan k resnici, torej k Bogu, bo stalno tudi v tem življenju, ki ni popolno, našel dovolj priložnosti, v katerih bo svojo vero tudi utrjeval. Kdor pa išče le trenutna ugodja ali misli, tudi v naši veri, bo svojo vero prej ali slej odvrgel kot odvečni jarek, ki ga le utesnjuje, kajti ne morejo v polnosti razumeti, ker ne sprejema vsega tega, kar Gospod daje vsakemu izmed nas. Apostoli nam torej govorijo skozi besede današnjega prvega berila, da je treba Boga bolj poslušati kakor ljudi. In Bogu se je treba bolj pokoravati kakor temu svetu. Samo pogorščina in poslušnost Bogu in iskanje znamenja časov tudi v tem stvarstvu in sleditev njegovim zapovedim nas resnično osvobaja za pristno življenje pri Bogu, ki je resnično evangelsko življenje in velikonočno. O prikazanju v Tiberijskem jezeru, ki smo ga danes prebrali, je Jezus Petra trikrat vprašal, ali ga ljubi. In prav s to trikratno, lahko bi rekli, izpovedjo vere in tudi ljubezni, je Peter izbrisal madež trikratne njegove zatajitve pred njegovim trpljenjem. Tako nas, dragi bratje in sestre, vsi velikonočni dogodki vabijo, da bi kljub svojim padcem vedno znova vstajali, da bi poglobili in utrdili svojo vero in s tem tudi ljubezen do Jezusa Kristusa. Tako bomo res verodostojni pričevalci Jezusovega vstajenja. Kajti biti in iti za Gospodom, to je cilj vsakega Jezusovega učenca. Ne le biti pri njem, ampak tudi iti za njim in v svojem življenju kazati drugim pravo pot. Velika noč je tako spremenila učence in vsi dogodki po velikonočnem času so utrjevali njihovo vero. Razumeli so, da so povabljeni, da v Jezusu, ki hodi z njimi in jih hrani z evharističnim kruhom, da svojo besedo lahko resnično uravnavajo svoje življenje. Zato jim je tudi po svojem prikazovanju vedno pripravil obed. Tako smo tudi mi povabljeni, da se vsak dan sprašujemo, kaj od nas pričakuje ostali, čemu nas vabi. Tudi nam pravi, ali me ljubiš, in hkrati tudi nam naroča, hodi za menoj. Zato, dragi bratje in sestre, postanimo in ostanimo vredni tega Božjega povabila in tudi vedno znova živimo tako, da bomo, kakor pravi duhovnik pred obhajilom, tudi mi povabljeni na Janjetovo gostijo. Amen.